Vrt kaktusov v Slovenskem Primorju je poznan dlje od Primorja. Tudi z Štajerske hodijo ljudje v vaš konec gledati najrazličnejše kaktuse. Kako dolgo je nastajal ta vrt tukaj? Ta vrt je res nastajal 49 let. Torej, te rastline so nekako ne v notranjosti, ampak ob morju kot Mediteran, bi rekla, bolj pašejo zaradi kurjave, zaradi sonca, te rastline so sončne rastline. Za kaktuse si predstavljamo, da z njimi ni veliko dela, ampak pri takšni količini verjetno je dela kar precej. Moj mož je vedno rekel, da to so rastline za manj pridne ljudi, ki če jih enkrat ne zaliješ, ne zamerijo in jim ni gre v škodo. Torej bi rekla, da delo je, kolikor se ga vidi, ampak dosti manj kot z drugimi rastlinami. Tako je, če človek nekaj ima rad, si ga kar poišče in bi rekla, zdaj, ko sem stala sama, da kar sem cel dan notri, malo z ljudmi, malo sem sama s sabo, z rastlinami, tako da je dosti lepo delo to. Še skoraj bi lahko rekla, da sem v pižami že za dobro jutro v rastlinjaku in potem hitro tisto zalivanje, ki ni vsaki dan, pač pa moram biti prisotna, kaj potrebujejo, ker se začuti, kaj te rastline potrebujejo. Koliko kaktusov pa je v tej vaši zbirki, bom kar rekel? V naši zbirki obstaja 1600 vrst kaktusov in sukulent. Torej, kaktus je strni, sukulenta je pa brez bodic, površnica je zamaščena, tako da lahko raste v podnebjih tam oziroma prostorih tam, ko kaktusi. Marsikdo pride rastline k vam pogledat med dopustom. Kako pa je kaj z vašim dopustom? Torej tako, zdaj so dopusti na vrsti. Torej, zdaj za mene ni čas dopust, pač pa v zimskem času, ki imajo tudi kaktusi dopust, torej 3 mesece mirujejo, to pomeni, ki so nezalivani, ne smemo dovoliti, da bi rasli, da so res počiti in takrat je tudi moj dopust. Zdaj pa tako, zdaj v sezoni pa veliko zaide mimoidočih, potem kakšna skupina pride, šolski otroci, tako da je različno. Ampak ljubitelji se pa radi in vračajo in ustavijo. Od kod vse pa pridejo obiskovalci? Obiskovalci, moram kar reči, da kar zelo, zelo mešano. Iz notranjosti bi pa rekla, da zelo veliko tudi štajerski konec. Zelo veliko lahko rečem, ker jim je najbrž tudi všeč ob našem končku morja. Tile veliki okrogli kaktusi so nekaj posebnega. Kaj je na njih posebnega? To so pa naši najstarejši je in bi rekla naš prvi v zbirki. Kosončki so, sploh letos, ko so zacveteli, ker to pozno cvetijo. Znani so po imenu zlata krogla, ali pa ješkar, ali pa celo taščin stol. To so taka domača luškana imena, sicer imajo pa latinsko Echinocactus grosoni. Koliko je star ta denimo največji? Torej, ta je čist naš prvi. Mož ga je kupil na Dunaju 3 leta starega in zdaj ima 55 let. Kljub temu, da je rastlinjak dokaj velik in prostoren, nekateri kaktusi nimajo dovolj prostora za rast. Tega le denimo ste dejali, morate večkrat rezati. Ja, te rastline visoko rasteče, to so ponavadi se reče ceriusi, res rabijo višinski prostor, ker je pa omejen z našimi strehami, je pač treba ga vedno prikrajševati, da pač lahko sploh živi v rastlinjaku. Razširjeno raste, sicer v naravi bi bila drugačna rast. In vidi se, kako je že ostareli, že kar nekaj v letih in se vidi, kako spodaj leseni, da sploh lahko se obdrži. Torej se tudi vidi celice, so posušene tule, te vodne raztegljive celice in to je leseni in to je leseno, tako da lahko ima to pokončno držo. Če bi pa bilo prostor, bi pa te rastline tudi čez 20, torej bi rekla, kakor jaz vem, v neki saguvari je tudi 26 metrov visoka v naravi, ker ima prostor, pa klimo. Ob vseh teh bodicah, po kateri so kaktusi znani, kolikokrat na dan se pičite?
To z budico imam pa jaz prav lep odnos. Resnično vem, da moram prvo svoje roke paziti in pa rastlino, predvsem rastlino. Tako da imam lepe odnose, nisem nič poškodovana, da bi kaj, kadar režem, moram paziti, da mi pač ne pade, sicer ni nevarno. Vsako delo je nevarno, tudi to, ampak moraš znati s tem delati.